Zdaj malo izzivaš. Ne. Mečkan. Živijo, z mano je danes Blanka, poklicna gasilka, prva v Sloveniji. Ona je tudi sicer fotografinja, podjetnica, danes pa živi z družino v Avstriji. Tako da, Blanka, živijo. Živijo. Kako si? Dobro ste povej? slišali, dobro ste slišali tole. Je bilo Odlično. v redu? Ja. Napovednik. Dajva začeti magari kar, recimo, da te večina ljudi pozna kot fotografinjo. Ali bi rekla mogoče bolj kot gasilko, kaj ti misliš, ne? Ja, no, vse glih to je zdaj tisto, ne bi rekla dvorezen meč, ampak to obdobje. Če zdaj pogledam ljudi, ki jih poznam iz Slovenije ali pa družbo, ki jo imam iz Slovenije, bi prej rekla, da me bolj poznajo kot iz gasilskih vrst, no. Tam se je sicer tu začela pol moja bolj konkretna fotografska pot, ampak kar se tiče pa ljudi tu zdaj, Avstrija in ta okolje, pa ja, bo pa bolj fotografska scena. Aha, no, in pol kaj recimo, da zdaj govorimo v slovenščini, pa dajmo pol v gasileriji govoriti. No, dajva. Daj mi povej, začela si kaj v Mozirju, kakor vem, tam vem, da si nekaj tudi fotkala, tisto cisterno prihodila, nekaj, zato vem, da je bila tam. Pol pa Celje, ne, poklicna enota. Pol pa Weber Rescue, pa si ratala inštruktorica in potem v Avstriji verjetno tudi ne moreš brez gasilstva sklepam, tako da če mi malo bolj poveš, kakšna je cela zgodba, no. Ja, cela zgodba se je začela v Mozirju. Začela se je pred 30 leti, moj bog, čas leti. Ko je v bistvu eden izmed mozirskih gasilcev pripeljal s čisto popolnoma novo cisterno našo, zdaj pa ne vem, ali plato, v glavnem nekaj za hišo smo rabili vodo. In takrat je prišel zraven tudi moj mentorček, ki sem ga bolj klicala Ivan, in je rekel, glej, točno taka dva mulca jaz rabim zdajle za to, da se stavim desetino skupaj. In to je v bistvu bilo moje čisto prvo srečanje z gasilci. Sploh se ne spomnim, da bi kdaj prej sploh pomislila, da gasilci obstajajo ali pa da bi jih rabila karkoli. No, in res midva z bratom sva oba dva začela takrat leta 91 hoditi k gasilcem in takrat sem bila kupljena. To je bilo konec, kar se tiče gasilstva. No, potem pa... Začetek v bistvu. Ja. Si rekla konec. Začetek. Konec, začetek, ja. Drži začetek vsega. Ali pa konc drugega življenja, ki ne pozna gasilcev, recimo. No, in potem valjda saj veš, kako izgleda načeloma prostovoljno gasilstvo pri otrocih. Vaje, druženja, vaje, zabava, vaje, in če je dobra klapa, skupaj zadeva nekako krpele. No, potem sem se pa spoznala z malo bolj zahtevnimi gasilskimi zadevami, z 16 leti, tako kot pač lahko sem začela delati tudi te tečaje. Takrat je bil še nek tečaj za, koliko je že bil osnovni tečaj, zdaj se je spremenilo vse. Pol pa nadaljevanje, se mi zdi osnovni Tako, pa ja, v nadaljevanje. tem starem sistemu. Zdaj je pa pripravnik pa gasilec. Tako. Se mi zdi. Ja, pa višji gasilec, kar mi ne poznamo, z tega čina nikoli nisem imela, mi je ful čuden. Ja, pa, vi ste, ko si bila v poklicni šoli, itak pol napreduješ ti si na GČ. Ja, ne, v bistvu ta višji gasilec je zdaj vmes ratal nek čin. Mi ga prej nismo poznali, mi smo bili pač gasilec operativec, potem NGČ. Aha. Oziroma, ja, NGČ, ja. Čist padla ven. Ja, no, posebej. Nima konec konca, nima veze. Ja, no, in tam sem se začela tudi malo bolj konkretno s tem ukvarjati. Zdaj, to je bilo leto že kar dosti cajta nazaj, še nekako je bilo tist punce, pa dej, pa sem, pa tja, pa lev, pa desen, pa ne, ampak sem bila zadosti sitna, ne. Na položaju je bil pa tudi glih ta prav poveljnik, podpoveljnik, potem moj sodelavec na poklicni gasilski enoti. In moj prvi tak res tisti pravi tečaj je bila specialnost, je bil dihalec.
In takrat je rekel poveljnik, ja, noč temo, probimo, če bojo naredili, če ne bojo, ne, valjda itak. Lepo, Kako pač. In mi je ratalo, in valjda, to je pa še pol tisti bolj gasilc, pa te prav, pa ogenj, pa Pa nosi si bila tisto pa mašino. tudi pionirka gasilerije v nekem Mozirju, kot prostovoljka, ali so pred tabo že tudi bila dekleta? Ali si bila tudi Ja, tam prva? punce so bile. Jaz sem bila v bistvu zadnja, ko sem prišla v tisto desetino. Iz tiste desetine sem v bistvu edina ostala pri gasilcih. No, lih to je. Ja, vmes se je pa še Operativi za spremenil. moje pojme, iz mladine, za moje pojme, tam 3 bojo ratali gasilci, ostalo so pa razkropile. Danes mogoče Pa še si celo, kar velik rekel. danes si lahko že vesel, če sploh sestaviš desetino žensko. Ja, si kar velik. Veš, 3 od desetine, to je več kot 30%. In to je kar visoka številka. No, mogoče v nekaterih Mi društvih v ali pa Kamniku, okoljih malo bolj. smo imeli boom, no, bom rekel, da smo imeli generacijo, ki nas je 10 ratali dejansko. Sicer nismo bili prav desetina, nismo toliko neki ful tekmovali, ampak 10 iz neke generacije, da smo preskočili zdaj operativo, zdaj smo se razlapali okoli po svetu. Pošteno. Operativca smo pa nek 10 nas je prišlo. Ja, veš, tudi v gasilskem je ta, ne, pač imaš nek vzpon, ko društvo gre gor in ful je folka in ful je fajn in ful je super in potem imaš moment, ko pade vse dol in pač, če priješ glih tistem pravim času, to je itak vedno mladina, itak zakon. Itak te neka družba te potegne, no, sej. Tako, ja. Itak, če je cela vas ali pa če je cela družba navajena, greš še ti, tudi če ti dan ne sede ali pa karkoli, ali pa greš malo v gasilni dom, sej vemo vsi, kako je. Ja, če je družba ta prava, takrat si zmagal. Gasilni dom je boljši kot doma, to vsi vemo. Absolutno. Jaz sem ena redkih žensk, ki se s tem strinja, ne, No, ampak okay. ja, drži. Pol pa kaj, pol si šla pa, s katerim letom si šla pol v gasilsko šolo na IK? S katerim letom? Kjera generacija, koliko si bila stara? 16. generacija, imela sem pa 25 let takrat. Jaz sem vmes bila še zaposlena na eni drugi računalniški firmi. Tam je bilo tako, veš, čisto premalo. Ja, tako. No, tudi to sem hotel vprašati, kako da ste takrat že v Mozirju imeli internet, pa vse to, pa računalniki. Ste imeli kaj že takrat? Ti, glej, ne vem, še danes ni dober. Ampak bil pa je. Ne, veš, za moje poklicne gasilce sploh ni bil važen internet. Tle sploh ni bila nobena veza. Zato, da si imel pa ti službo v računalniški trgovini, si pa mogel znati Windows naložiti pa računalnik sestaviti. Za kar pa itak nisi rabo dosti internet. Tako da, ja, smo imeli leto že 2009 tudi internet v Mozirju, ja, drži. Ja, to je fun fact. Nismo vsi tako, kot vi v Kamniku, pa Ljubljani, pa tam, ko imate 150 kuk. Ja, no vej, kaj češ. Povej, no, za šolo gasilsko, kako ti je bilo, mislim, kako so te sprejeli sošolci tam med samimi moškimi, ne vem, približno 40, koliko ne vem, ljudi na generacijo zadnje časa, ne vem, koliko je bilo takrat ljudi na generacijo. Zdaj, ja, to boš mogel njih vprašati, ne bolj mene. Zato, ker jaz nisem imela po moje nobenega realnega občutka ali pa realne, kako bi se temu reklo, jaz nisem imela realne slike, kako to izgleda. Jaz pač sem prišla med gasilce z nekimi svojimi sanjami, uresničene sanje in to je bilo za mene top, razumeš. Ok, ampak so te ujčkali ali so bili tako, kaj bo ona, ne vem. Vprašam, ne? Ja, lahko. Zdaj, kar se tega tiče, je bilo tako. V prvih dneh je bilo itak šok. Ok, ženska, ne? Zdaj, ker ženska pride, velika večina se je že pozanimala, kdo je, kaj je, zakaj se gre, ne? O meni so vedeli že tudi kar dosti zgodbic, spoznali so moj zaseben life. Mislim, pa sej, kdo... Gasilsko obveščevalna služba. Ja, je boljša kot policijska. Ja, drži. No, v glavnem, od začetka je bilo tako, ja. Zdaj, ful so bili prijazni, noben ni bil nesramen, grd, da bi karkoli, da bi imela kakršenkoli slab občutek. Prej bolj tista tipična moška. Gremo na kavo, dej, bomo za kavo, bomo tista, veš, ko se moraš malo prilizniti. Pa bom rekla, da imam občutek, da od začetka me niso čisto resno jemali, valjda, normalno, tudi prvih 14 dni ali 3 tedne v bistvu v šoli, se tako veš, sama teorija, nič posebnega, nobene prakse, nič, nimaš se kje dokazati.
In pol je bilo do trenutka, ko mi je rekel en sošolci iz Nove Gorice, pa gremo na kavo, sem rekla, gremo, sam jaz plačam. Ne, jaz plačam. Gremo, sam jaz plačam. Ne, jaz plačam. Ja, pol pa ne grem. Ja, zakaj ne greš? Ja, ne grem, lej, pač. Če greva na kavo zdaj enkrat ti, drugi čas, in že tu ti bil tam en tak šok, ok, v redu, dobro. Meni se tudi zdi, jaz sem imel tole četrto, Leja, kaj že, Leja, meni se zdi, kaj se ti, Suzana, Anoška pa Leja, ste v bistvu zdaj ključni v Sloveniji. Pa imate kakšen klub, že ste navljen. Ne, še ne. In se mi zdi, da ni tako, kot si rekla, tam po 4 tednih šole, 5 tednih smo videli, ok, ona je real deal, veš kaj, mislim, tako pač. Si pa rečeš, ok, she's part of us, in zdaj smo nekako za svojo vzeli, na koncu smo čist. Ja, se pravim. Če en Cooper je pretekel, ja. Ja, ti imaš izkušnjo, ti veš, kako je izgledalo. Velika večina poklicnih gasilcev. Nas je bilo 47, se mi zdi, takrat. 6 ali 47. Samo občutek, v bistvu, bom rekla zdaj, pri meni je bilo cool, da smo začeli trenirati in ko smo imeli prve vaje, se pravi, ko smo imeli tiste dihalce, steza so bile prve vaje, ne? In takrat. In tam, ko sem videla sebe na drugem oziroma prvem mestu pri prehodu, se nisem vedela, veš, ko sem prišla prvič noter v telovadnico, pa vsi stojijo tam pred tablo, pa gledajo, ti pa si so, fuck. Pridem od zadaj, pogledam se, si mislila, moj bog, sem se samo veš obrnila, grem jaz ven, da ne bom tle tarča. Ampak ta občutek, da si, ne da si kao najboljši, ampak ta občutek, da si v bistvu dosegel vse tiste norme, ali pa še sploh, ko je eden izmed znanih inštruktorjev znal povedati več let prej, da ženske ne morejo, ker niso sposobne, zaradi tega, ker njihova kapaciteta pljuč ni sposobna tega. In bolj, ko vidiš, da si v bistvu bil bolj sposoben, če si že prej v primerjavi bil ful kao, ponižana, ne? Si misliš, shit. In takrat so me začeli v bistvu resno imati. In pol je bilo še med šolo ful stvari različnih. Moram reči, da sem skoraj prepričana, pa tudi inštruktori so potrdili, da sem naredila vsaj 30, če ne 40% težjo šolo, kot vsi ostali. Ker vedno je bilo nekaj drugače, ne? Vedno je bila neka nadgradnja in vsi inštruktori so se tudi, ne bom rekla, da so poskušali, ali pa da so bili šovinisti, ampak želeli so dokazati, da ne delajo razlik. Ja, in potem pol pa še bolj pritisnejo, valjda tebe, tako logično. In vse sorte stvari je bilo, ampak čez vse je šlo tisto, jaz ne vem, po vsej verjetnosti nisem imela fizične moči dosti. Vedno priznam, da največ, kar mi je manjkalo centimetrov. To sem največkrat pogrešala. No, čeprav se mi zdi, da vsi pravi, mora biti moj en dober kolega, vedno pravi, da mora biti gasilec 180. Jaz pravim, da čisto vedno ni res, ne. On je pač 180 in valjda mora pol manj. Palčki niso gasilci, ampak bom tako rekel, se mi zdi, da marsikaj pa bolj prav pride, da si bolj agilen, pa čez kakšen okno, kje priješ, kakšen flet odperat, on bo mogel cela vrata si razbiti, jaz bom šel pa čez kopalec. Ti si tudi bolj prdrobčke, mi nisi glih neka ful huda gorila, ne? Jaz sem zmeraj vprašala pol, zakaj hudiča pa mene ti ščite v avto, zakaj me ti ščite vse te možne male lukne, a zdaj pa paše, ne? Da si majčken pa, a ne? Weber Rescue, kako je pa ta zgodba, zdaj, kakor vem, tvoj mož Milan je tudi inštruktor, tudi ti, sem pol zasledil, nisem vedel, da si prav tudi ti certificirana inštruktorica. Tako da malo mi v tej zgodbi povej Heavy Rescue in tako dalje. Ja, zdaj, Milan je zdaj zaposlen pri Weber Rescue, odkar je šel iz PGI Celja. Je nekaj časa delal tam pogodbeno, potem so ga zaposlili. To je tudi razlog, zakaj smo mi v Avstriji. Kar se tiče Webera, je pa tako. Heavy Rescue je v bistvu majhna različica Rescue Days. Ne vem, če Rescue Days poznaš. Rescue Days je izobraževalni tečaj nemški, se pravi Weber Rescue firme. Načeloma se dogaja v Nemčiji, ampak je pa mednarodni. Imamo zdaj tudi Rescue Days Japonska, Poljska. Ni je teh Rescue Daysov.
ki so bili v štartu samo v Nemčiji. Mhm. In mislim, da je bilo leta 2009, če se ne spomnim, da so bili inštruktorji Milan, pa Boštjan Žagar, pa Frank prvič na Rescue Daysih v Nemčiji. Mhm. In ona dva sta tam dobila, Boštjan in Milan, to idejo, da bi pa to zadevo mogoče lahko tudi v Slovenijo nekako pripeljali, ne. In ona dva sta v bistvu na svoje roke takrat naredila prvi Heavy Rescue. Heavy Rescue leta 2010 je bil v februarju v Ljubljani. Jaz sem takrat bila zraven prvič kot tečajnica, pa moja pomoč takrat zraven je bila neka izdelava CD-jev ali nekaj takega. V glavnem, glih toliko, da sem pač nekako bila zraven v tem dogajanju. No in potem se je ta zadeva razpasla v 2011, v 2012, 13, 14 je bil zadnji 5, kjer smo pa že kar konkretno, v bistvu vseh naslednjih konkretno sodelovala. Kar se tiče Heavy Rescue, zdaj je leta 2018 bil spet naslednji, ful velik event in 2020 nam je pač nažalost odpadel ta 7., ki bi naj bil v Laškem. Ja. Ja, se mi zdi, da mogoče največ reklame bo tudi zdaj za tega. Ja. Oziroma najbolj sofisticirana reklama, tako da smo res povsod zasledili in tako dalje. Bomo pa potem tudi več o tem govorili, ko boš povedala, da si tudi doštudirala, če imam prav, promocijo oziroma marketing. Tako, no, promocija je lahko tudi kaj drugega. No, v glavnem, da mi povej še eno tako vprašanje glede gasiljerije, da te nam pozabil. Zakaj Mozirje ni Gešp? Lahko reževa pol, ampak. Ni nobena skrivnost, niti ni nobena skrivnost, da so bili določeni apetiti po tem. Ampak, odkje pa izhaja dejstvo, da niso, je pa, da je PGD Nazarje dobilo Gešp takrat, v bistvu je bilo tako, PGE Celje je pokrivalo celotno področje gor do Logarske doline. In to je bilo čist preveč. Koliko je na ura plus, ne? Ja, 35 minut sem jaz imela iz službe, 30-35 do doma, normalne vožnje, ne. Sicer pa prej še ni bilo avtocest. Računi, da iz Celja do Logarske je 75 kilometrov. In to je vse Celje pokrilo. Ja, točno. Pa ni bilo že verjetno toliko tank štela, ne, že kar kriza. V glavnem, takrat je bilo še to podjetje Glin v Nazarju in oni so imeli tudi gasilce, a veš. In potem so v bistvu, zdaj, kakor je meni znana zgodba, ne me zdaj za besedo držati, poklicni gasilci iz Celja usposabljali gasilce v Nazarjih, ki so pa pač posledično člani PGD Nazarje. In takrat od tam nekje izhaja ta Gešp enota v Nazarju, a ne. Čeprav je Nazarje pač manjše, po vsem takem bi bila manjša enota, čeprav je Mozirje bila osrednja enota, pa prej je bila občina cela, pa vse skupaj, a ne, pa največja, ampak načeloma zaradi tega je Gešp tukaj ostal. Saj ne rečem, da niso bili apetiti, da bi se ta zadeva spremenila, ampak konec koncev pa saj nima smisla. Zakaj bi se okrog tega nekdo prepiral, kregal, a veš, ni bilo zdaj tisto. Točno to je. Ne, a veš, ni Mozirjanom niti bilo nikoli strašno, ampak čisto zares cilj, da bi to dobili, ker kaj bi dosegli, saj ne bi nič dosegli. Samo za 2 kilometra se spremeni. Teh apetitov je ogromno, pa se mi zdi, da se ljudje dostikrat ne zavedajo tega, kaj to pomeni biti Gešp, ne. Pa ne, da zdaj reklamiram Gešpe ali pa karkoli, ampak se mi zdi, da veliko pol odgovornosti pride tudi do drugih služb, ne, bom rekel. Do drugih služb, do ljudi, ki ni samo pol, bom rekel, tvoja vaška skupnost, pa unih 15 ljudi, ki jih pač poznaš, pa vejo, da z gasilci. Tle je bolj tak. Zdaj, če se ti saj majčkeno odrasel, pa se malenkost, saj veš, kak je, od začetka si tak, si čist divji, pa ti smeri rečejo, se te bo minilo, saj čisto v resnici te ne mine, ampak odrasteš, a ne, dobiš izkušnje in gotoviš, da včasih pa res mogoče ni potrebno na vrat na nos neki. In jaz vedno pravim o gasilstvu, največji problem, ki ga imamo, je prvič ego, ki je pri moških, tako veš, še naravno večji, drugi problem, ki ga pa imamo gasilci. Prosim? Zgornja Šiška ima na garaži celo napisan, se mi zdi, ko se garažna vrata odpirajo, da ima celo napisan napis, tukaj se naš ego konča, nekaj takega, tako da to. Zelo dobro.
Ja, sorry. Ja, tle je po mojem največji problem, drugi problem je pa nezavedanje odgovornosti. In sicer, dokler se ti ne zgodi res neka stvar ali pa izkušnja ali pa nekaj največkrat, ker to je pač taki smo, to je naša narava, ne pomislimo, da obstaja možnost. In dokler se v Sloveniji ne bo začelo dogajati to, kar se dogaja v Ameriki, ko prideš, pogasiš hišo, pol te pa tožijo in iztožijo zaradi tega, ker si mu zalil hišo, tako dolgo se ne bo, a veš, začela ta odgovornost prijemati. Ne? In če se ne zavedaš odgovornosti, pa sam riješ v to, da bi to dobil zaradi tega, ker pol izgeš, pa pride pa nek cash noter, čak malo. To je minimalno v primerjavi s tem, kakšno odgovornost ti nosiš kot posameznik, ne samo kot nek vodja enote ali pa intervencije, da ne govorimo. In so se začele dogajati tožbe, se vidiš pri poklicnih gasilcih, a ne? In takrat pa potem stopiš korak nazaj, pa si pomisliš, a je res tole toliko vredno za to, da bom celo življenje plačeval tega. Točno. Če gledaš gasilci, kaj vse delamo, zakaj vse nas ponucajo, tudi vidiš, da samo prostovoljstvo kot tako zgublja na intenziteti, ker je lifestyle postal toliko drugačen na drugih nivojih. In si moraš kar tudi prvi delodajalcu. Ja, kako si pa ti predstavljaš, recimo, čez 10 let neko stanje prostovoljstva v Sloveniji? Moje napovedi so, da se bo kakšno poklicno jedro moglo ustanoviti že iz vidika, ker ljudi dopoldne ni, recimo. Kaj ti misliš? Zdaj, kar se tiče 10 let napovedovati, je taka, človek bi rekel, v gasilstvu kratkoročna doba, ker če kar tako pogledam, je že 11 let, kar 2009, 19, 12 let, kar sem bila jaz pri poklicnih gasilcih. In to tako hitro odleti in v tem cajtu toliko stvari se spremeni, ampak ja, mislim, da bo šlo vsaj nekaj večjih prostovoljnih enot v večjih mestih, ki se bolj razvijajo v to smer. Recimo tako je Postojna ali pa Velenje. Postojna že Velenje, to že imajo, tako je. Ja, in ta poklicna jedra so cool, ne, pač dejansko dobro funkcionirajo. A je pa Trbovlje zdaj, a ne? Ja, dobro, tam so šli mogoče korak nazaj, pa mogoče ali pa korak naprej, jaz ne vem. Ampak finančno gledano, finančno gledano, in tako bojo tudi začeli. In glih vprašanje je, ne, zdaj z vidika prostovoljnega gasilstva, če bo občinam v interesu ustanavljati poklicna jedra, ko bojo ugotovili, da jim finančno to mogoče bolj ustreza, bomo vsi ostali prostovoljci padli malo nazaj, tudi kar se izobraževalnega nivoja tiče. Ja, bi znali biti, ker mogoče pol ne bo več to toliko na temu prostovoljstvu temeljeno. Ne vem pa ne. Vsi se tega bojijo, jaz pravim, ampak ker se novosti pozdravljam zmeri. Zdaj mi povedali, tam smo zaključili še pri Webru, pol si pa rekla, a ti v Avstriji si prostovoljna gasilka? Si, kaj? FF Bleiburg. FF Bleiburg, ja. Kakšen je pa ten sistem? Kakšen je pa v sanski Avstriji gasilski sistem, da vidimo, kako pol sveta kopira, pa da vidimo, kako. A res? No, saj slovenska gasilerija se mi zdi kar dosti, mogoče din standard, da smo vse pobrali z severa itd. Da pa naj povem. Tako je, od začetka sem se zelo upirala sem se prostovoljnemu gasilstvu, pa nasploh gasilstvu. Tudi k Webru sem v bistvu prišla preko fotografije do inštruktorja, ki mi je pač manjkalo. Vse ti vedno manjka. Ja, to si, to ti manjka. Kar se tiče pa ostalih stvari, tako sem rekla, dolgo sem se upirala, zakaj? Zaradi tega, ker je nekje, kako bi temu rekel človek, da ne bi izpadel čist mehkužen. Boli, ne? Bolelo je, dolg časa sem rabila, da sem prišla k sebi, veš, vzamejo, ne vem, pač se preseliš, pa nimaš več matičnega društva, ki ti je, vse veš, ko ena familija.
Sansko službo pustiš, ker ti je sanska služba in kar naenkrat je ni. In sem se dolgo upirala. In tudi zdaj bom rekla, da niso zdaj tako ful aktivna, zdaj ima še en drug problem in sicer to, da nimamo otrok kam dati. In Pa eden mora časa ostati. ni, ne? Čas. Pa čas se nekako najde, a veš, če sem doma, a veš. Pač jaz imam job tak, da načeloma, če nimam tukaj stranke, če ne slikam, pač lahko grem, a ne. Problem je v tem, da zdajle so otroci, zdaj, ko je eden v šoli po vrtcu dopoldne, ni problema, ostalo je pa tako. Včasih sem lahko v muzirju, sem lahko otroke dala en štuk knjiže, čao, gremo, ne. Zdaj ni variante, ali grem jaz, ali gre pa Milan, ne. In večinoma gre Milan, ker enostavno sem zdaj predala. Drugače pa sem pri prostovoljcih, grem na vaje, grem tudi na intervencijo, če pa sva oba doma, pa, a ne, da so Kakšna enota pa je ta FF Blajburg napram, pa nam rekel kategorizaciji, kaj je to neko društvo? Muzir je veliki Čepovan ali ne vem, sploh, če obstaja ta veliki Čepovan, tle moraš zelo Ne, paziti. jaz sploh ne vem, kdo je Čepovan, joj, da bi šel Ja, zdaj. ne vem, neki sajci sem zdaj užalil. Ne, v bistvu sistem je drugačen, a veš. Sistem je majčkeno drugačen tle, ko si rekel prej, kako se zgledujemo po zgornjih severih. Slovenci, ja, bi radi, smo povzeli neke norme, kar se tiče din, kar se tiče orodja, ker se veš, kar je nemško narejeno, mora biti nemški avto, mora biti nemški to. Ni debat. Ampak tudi tehnika, ne, ali pa taktika, recimo naša slovenska, je nekje izvira iz te neke nemške variante. Ampak kar se pa tiče usposobljenosti, opremljenosti, zainteresiranosti, števila gasilcev, kvalitete znanja, spužvasti, a ne, se pravi, koliko je kdo mehkužen. Smo pa Slovenci v tem pogledu na neprimerno višji ravni od vseh Avstrijcev, Nemcev, kogarkoli, se pravi v tem delu Evrope, in južnem in severnem, tem, kar je Slovenija vmes, moram reči, da nimamo primerjave, nismo primerljivi. Zato, ker toliko visoko in toliko kvalitetno izobraženo, če govorimo zelo, zelo na splošno, ko smo pa slovenski gasilci, jih pa daleč naokrog ni. In sistem avstrijski je sicer še bolj temelji na prostovoljstvu, zato ker Avstrija recimo ima samo 6 poklicnih enot, če si predstavljaš, ne? Slovenija jih ima 13. Sistem je podoben, ampak ni pa identičen. In ko si me vprašal primerjava PGD-je, ne bi ti mogla reči. Lahko bi ti rekla, da je približno podobno kot Mozirje, ampak malo manjše. Ampak tle gre tudi enota na prometno nesrečo. Se pravi, po slovenski sistemu bi rekel tudi, da ima geš. Pa ne. Ampak je pa druga stvar. Recimo konkretno Nazarje, če že govorimo, ali pa Kamnik tudi geš, pa ne? Ja. Ko greš na intervencijo, ko moraš iz enega jarka, iz avtoceste, iz ceste, iz česarkoli avto ven potegnati, pač prideš, vzameš ta veliko dvigalo, zagrabiš, daš ven. Tle se to ne sme narediti, ne? Tle lahko ti avto zavaruješ, tle lahko ti avto karkoli, ampak moraš počakati nekoga, ki bo prišel iz intervencije, oziroma ki ni gasilc, in bo ta avto zagrabil in dal ven. Ker ja, tako. Ali pa pač nek koncesionar. Recimo PGD Blajburg v tem primeru bi mogel biti zavarovan za te primere. In tukaj mora biti enota zavarovana za posebne primere. Se pravi, če bi oni bi lahko to naredili, ampak če se naredi škoda, dodatna, kar se velikokrat zgodi, ne? Valjda? Pa ne, tako. Tako, v bistvu mora potem društvo kot tako plačati to škodo in to je... Zastopam, zanimiv sistem. Mogoče je to dobro, da denar boli, mogoče pa je to dobro, ne? Veš, kaj mislim? Pač če narediš narobe, če se nisi naučil, če nisi naredil, bi ga boš plačal. Ne vem, ali je to dobro. Kaj pa vem, moje mnenje okrog tega je zelo deljeno. Recimo, v tem konkretnem primeru, ko ti govorim, v tem konkretnem primeru sva midva oba prišla na intervencijo skupaj, valjda je to bila neka tehnična nesreča, tukaj sva pač že iz PGE-ja sva nekje utečena, vema kdo kaj kje, vema kdo kaj zna, kdo ne zna.
In je rekel tudi poveljnik, v tistem času, ko sem jaz prišel pa pogledal, zakaj se gre, je bila zadeva že rešena. Ne. In nama ni bilo treba nič druga, zdaj, ko sem vzeti roko, navezati pa avto stran. In je rekel poveljnik, ne, to se tukaj ne dela, to se ne dela tako, to se ne sme. Ne. In smo tudi midva bila šokirana s tistim kako komplicirate, zakaj, že zdavnaj bi lahko bili konca. Ne. In smo tam stali 3 ure za džabe, za brez veze. Ne. In ja, je plus ali pa je minus. In zdaj, če gledaš, da imaš prostovoljce, ki niso dnevno v tem. Če se pogovarjamo o poklicnih gasilcih, je to čisto nekaj druga. Ne. Saj sam veš, ko imaš ekipo 10 ljudi, ki se pozna med sabo, ki ve, kdo ima kje plus, pa kdo ima kje minus, to laufa. Medtem ko pa prostovoljcih, sploh pri velikih enotah, ko imaš ti, ne vem, 60 operativcev. Imaš milijone kombinacij, tako je. Ja, in je malo teže. Tako da mogoče tle tale zavarovanje za odgovornost ni toliko pametna. Mislim, pač je boljš, da mogoče ne. To, pustimo to poslušalcem. To mnenje lahko napišete v komentar. Evo, da bo presodite sami. Povej mi mogoče kakšno svojo tako zabavno izkušnjo iz poklicnih časov, ko se ti je pa obrestovalo, da si bila ženska, pa gasilka. No, tiste sem ti prej rekla. Vsak avto še ne slišal. Veš kaj, ful te slišam zdajle. Ne vem zakaj. Boljše? Mikrofon sem malo potisnila. Ja, tako sem že prej rekla, vsako mišjo luknjo so me stiščala, veš. Kakor je bilo treba iti v prometni v avto, ne, je šla Blanka. Kakor je bilo treba fotografirati, ja, kdo je, bo Blanka, ne, valjda dajmo, če slika, pa itak, ne. Pa še ne bo se mi treba ukvarjati s tem, da ona ne bi nekaj zmogla. Drugač pa ne, jaz nisem imela težav. Bom rekla tako, da to, kakor sem imela na začetku nesrečo, da sem prišla na najtežjo smeno oziroma k najbolj za šefu, ne. Toliko sem imela sreče, kakor je on hotel dokazati, da mi bo dal identično možnost, ko sem ostalim. In to pomeni, da takrat, ko sem bila na njegovi izmeni oziroma na 3. smeni, sem dobila čisto enakovredne naloge, ne. Od požarov do prometnih, do nidanj. Nisem se počutila na kakršenkoli način izjema, manj vredna, slabša, kakorkoli. Z podjetjem Heavy Rescue si bila tudi v Petrinjah na potresu oziroma polne sanacije, ne, če imam prav. Z Weber Rescue, ja. Kaj sem pa še rekel? Heavy Rescue. Dober to! Dober smo to naredili. V redu je to. To je ta prikrit marketing. To je ta marketing, ja. Vidiš. Da vam je zlezla pod kožo, evo, cilj dosežen, končno. Evo, lej, zmagali. No, v glavnem. Ja, daj povej mi, kako je bilo tam, kako ti sploh zgleda potres. Se mi zdi, da je ena taka stvar, jaz osebno povem, najmanj želim doživeti kot gasilec ali pa kot civil ali pa kdorkoli. Pač do tega se bojim, ker tle si pa nemočen, totalno. Ja. Pa še ena stvar je, pri tem potresu sem ugotovila, koliko premalo imamo treninga in koliko se vsi v bistvu na musar ekipo tukaj zanašamo, ne. In tega znanja, kar se tiče potresov, nimamo ga, ne. Pač imamo neko osnovo, ki je pa daleč od tega, da bi pol res kaj znala, ne. Ja, kako je prišlo do tega? Do tega je prišlo tako, da v bistvu je eden naš inštruktor, Weber Rescue inštruktor iz tistih koncev, točno iz tistega kraja, iz Siska, inštruktor od Webra, in midva smo bila takoj na kontaktu na njemu, z njim, in JVP Petrinja je v bistvu zaprosila za pomoč Weber Rescue z opremo za potrese, ne, se pravi ta hidravlična oprema. Midva smo pač zadosti blizu, a ne, čisto pri meji, in to je bil razlog, da so se pa še pač Milan ima tukaj avto, ne, kombija, in to je bil razlog, da so se pač nabasala v avto, spakirala in takoj šla dol. Koliko je bilo to, par ur ali en dan ali sta še? Ne, takoj, ob 12 je bil potres, ob 4 so bile že na poti. Nekaj sem bral sicer, da sta tam v gasilcu, ki si ti član pisala, da sta v hotelu celo spala. To mi bilo zelo všeč, tako da se ne priješ kaj in si tam in veš kaj, mislim, da je vse napoken. Tudi ta
pomoč humanitarna, ki se mi zdi, kakor zdaj sem spremljal takrat tisto zadevo, recimo za USAR ekipo je bilo tako javljeno, da je načeloma naj ne bi rabili, da imajo sami dovolj, ne. Tako da se mi zdi, da ful folka je pa pol hotel iti samega dol, pa neki, mogoče celo narediš s tem slabš, kakor pa dober, ne vem pa ne. Ja. Povej, kaj pa ti misliš? Točno tako je. Tudi Slovenci smo zelo znani, pa se ne samo Slovenci, ampak nasplošno prostovoljne enote, kar se tega tiče, ker smo tako organizirani, ker nas je toliko veliko. V tej hudi želji, da bi šli pomagati, v bistvu naredimo več problema, zaradi tega, ker če sam pogledaš, ne, zdaj pustimo potres, pa tak obseg, ki je bil tam dol. Če pogledaš neke poplave, ki jih imamo redno letno v Sloveniji, ne, ali pa malo večje, kaj se zgodi, ko kar naenkrat mora nekdo, ki sicer vodi prostovoljno enoto z, ne vem, 20 gasilci, kar naenkrat voditi 200, 300, 400 tisoč ljudi. In težava se zgodi v vodenju, v organizaciji in potem vsi ti ljudje, ki bi morali vedeti, da ne smejo kar tek sami priti pomagati na kraj lokacije, glih to napako naredijo. In se je na koncu, poleg prostovoljnih gasilskih enot in vsega tukaj pojavilo še ogromno ljudi, ki so svojimi lopatami in šajtrgami prihajali na pomoč. Vse lepo in prav. Problem se pojavi samo, no, zdaj če veš, ne, eden izmed prostovoljcev je padel iz strehe in umrl. Ne? In dokler se nič od tega ne zgodi, je vse lepo in prav. Ampak ljudje so dejansko prišli tja, ker so hoteli pomagati, v resnici dosti ne moreš pomagati, nimaš kaj. Kar se je podrlo, ko smo mi prišli drug dan dol, se je zadeva še tresla, se je še kar podirala, ampak ta glavno je bilo pospravljeno, ampak ne z lopatami, to so bagari, to je velika mehanizacija, ko potem pride, veš, ki lahko kaj naredi. Ja. Gasilci smo potem v bistvu sam detajle še se pravi dimnike, strehe, nevarne stene smo, podirali smo, rušiš, v bistvu delaš kontra, ne? Ja. To, da narava ne podreš ti. Tako je, da pač ne narediš še več škode ali pa smrti. Je pa, feeling je pa brutalen, no. Vse, ko gledaš te slike, si misliš, hudo, ali pa vidim. Ja, ampak ko priješ tja, pa ko dejansko vidiš ljudi, ko ni to tisto, mediji, pa drama. Ampak ko vidiš ljudi, ki sedijo odzunaj, ki spijo v avtih, ki si kuhajo odzunaj, ki pač so tam, ti pa v bistvu ni čisto vseeno. Potem se šele v bistvu zaveš, da je res, da je res hudo, da ni to kar tak neki bla bla. Še eno vprašanje imam glede gasilerije, to mi je ena kolegica napisala, včeraj sem rekel, kva bi vprašal, če ima kakšno idejo, pa je rekla, kaj si tvoji otroci mislili o tem, da je mama gasilka. Če si že kaj mislil, ne vem, koliko so stari, ne. Mislili si, sam ne, če že v besedijo. Ja, eden bo zdaj marca 5, eden je pa 7, tako da ja. Zdaj, v bistvu ne vem, če se čisto popolnoma zavedata, kaj sem bila, ne kaj sem. Zato, ker tudi zdaj, ko gre ati na intervencijo, pač gre največkrat ati, ne gre mami, tako da mami doma ostane. Ampak nimata prav posebnega mnenja. Za njih sta ati pa mami gasilca in to je to. Nikoli posebej ne vprašata mami, pa to ni za punce ali pa karkoli v tem smislu, da ni. In ravno tle dokaz, da je to naučen za moje pojme, da gasilerija ni za tako, evo. Pa ne samo gasilerija, ampak nasplošno ti stereotipi. Poklici taki, tako. Tako je. Pa mislim, da ni tle problem v tem, da pač moški to, ampak da ženske to tako dojemajo, da določene stvari niso za ženske. Marsikatera ženska se podjarmi temu sistemu oziroma mnenju in je potem si misli, da ni za nič drugega kot za opravila v gasilskem domu. Tako. Ja, ne, moram reči, da bom tako čisto iskrena, moja dva ne kažeta blaznega navdušenja nad gasilstvom. Sicer imata gasilske majice, pa avte, pa vse mora biti, je gasilsko, ampak da bi pa zdaj ona dva hotela biti gasilca, pa še nista izrazila neke prav posebno hude želje. Kaj pa bi bila, recimo? Se običajno otroci kontrirajo staršem tako, da kaj policaji bojo? Ne. No, zdaj, ko jih vprašata, kaj bo ta po poklicu,
ko jih Ja. vprašam. Eden bo fotograf, pa gasilce bo učil, ta drugi bo pa tudi fotograf, pa gasilce bo učil. Tako da v bistvu, ne, ko jih Ja. vprašaš, bo ta to, kar sta ati pa mami. Ampak da bi pa zdaj imela željo gasilske vajam hoditi, pa kaj, pa ne, oba dva trenirata fuzbal, Mhm. kar jih ful zanima, sploh ta večjega ful. Prav posebej drugih stvari pa trenutno ne, je pa tudi res, no, da zdaj pa še ta korona, pa to, pa da se ne sme, pa ne. A doma vi govorite avstrijsko, slovensko? Slovensko. Aha, okej, Ja. čisto. Govorita pa oba dva že nemško, govorita nemško. Avstrijsko sem bratna, ja. Ja, saj. Nemško. Vse je avstrijsko, veš. Moja mama je saj. inštruktorica nemščine, ne, pač tudi en čas je imela šolo tujih jezikov, ne, in ona kdaj ne razume, ne, Avstrijcev, če govorijo, Ja. kolikrat se. Ja, to je Jih isto ne ko razume. Štajerci, pa Primorci, pa Prekmurci. Ja, ja. So tudi besede so različne. Tudi Tako določene je. besede so različne, ja, tako Naglas je hrvaško pa srbsko recimo, ne. Ja, ja. Ali pa bosansko, da zdaj kjer ga užalila, ker se ne spoznam na toliko detajle, ampak Zdaj bomo dali pip čez, pa je tako. je razlika, je, ampak v osnovi je pa to pač nemščina, ja. Oba dva govorita nemško, slovensko, ta veliki se pa že zdaj že v prvem razredu tudi angleščino učijo, tako da. Se mi zdi, da vedno več na otroke dajejo, jaz ne dajem, ker jih nimam še, ampak se vedno več gleda, da bi čim pri mlajših letih jih začeli nekaj učiti tuje jezike, ker pač škoditi ne more, ne, včasih je to Ne, zato bilo. ker gre tako enostavno, ker gre podzavestno, ker se otroci ne zavedajo, da se naučijo tujega jezika. Tako. Ja. Ja. Otroci se ne zavedajo, da se v bistvu učijo 2 ali pa 3 različne jezike in otroci takrat pa sploh pa možgani, ne, so kot spužva, razumeš, in oni to vse kar vpijajo. On se ne zaveda, da se uči 2 ali pa 3 različne jezike, tako ko mi, ko smo se začeli v 5. razredu angleško učiti, ne, ali pa v 4., 5. In pol v bistvu veš, da je to tuj jezik in da je drugačen, da se moraš pa to učiti, pa učiti, pa tisto učiti, otroci pa to kar sproti pobašejo, ne, in tudi ni panike, ne mešajo, veš, da bi zdaj rekel, dobro, sicer že govorita, da je hecno, malo nemško, pa malo slovensko, pa tam kanka angleško vmes, pa risanke pa to, ampak drugače pa ve. Eno je nemščina, eno je slovenščina, eno je angleščina in to je največkrat imam to vprašanje. Kaj pa otroci? Ti že, kaj pa otroci? O moj bog! Otroci že, kaj pa jaz? Tako moraš vprašati. Poleg gasilstva pa si tudi fotografinja, oziroma to ti je zdaj job, ne, čeprav zastopam. Tako da, kaj pa ta pot, kako se pa ta pot začela? Če je bila mogoče gasilska toliko bolj trnjava, kakšna pa je bila potem fotografska? Pa si sploh lahko, da ni bila trnjava, ampak se lepo sliši. Jaz bom ti rekla, katerakoli pot, ki jo jaz izberem ali pa na njej pristanem, ni lahka, zato ker sem že v osnovi človek tak, ki ne išče lahkih poti in zmeri moram iti čez, ne okrog, ampak čez une. Nisem čisto prepričana, je to pozitivna ali negativna lastnost, ampak tako pač je. Tako. Pustimo to drugim. To je za psihološke posvete kasneje. Skratka, ja, moja fotografija se je začela bolj kot ne, kaj pa jaz vem, že od malega ven sem en konc enega umetnika, če se lahko temu tako reče. Veliko sem risala, ful rada sem risala, moja srednja šola je tudi v bistvu bila v tej smeri srednja aranžerska, to je ogromno nekega risanja, oblikovanja in take zadeve. Sama fotografija kot taka me nikoli ni prav ekstra, da bi zdaj rekla, da me ful zanima prav glih fotografija, ampak to je prišlo pač tako s časom, s tehniko, z željo. Jaz sem se rodila tudi v eni družini, ki ni glih nekaj bila ful premožna in niti mi na pamet ni padlo, da bi si kupila fotoaparat, pa da bi se ukvarjala s hobijem, ki je za plačati. Zato mogoče tudi gasilci, a veš, ker pač ja, so bili za džabe. In ja, no, ajde zdaj, no. Skratka, pol so prišli pa mobiteli, no, in na prvih mobitelih, potem drugih, malo boljših so že bili fotoaparati, veš, oni črno-beli, koliko je imela,
kilo, tista slika, se ni važno. No in tam noter me je pa začela ta zadeva zanimati. Pa so prišli digitalci, bolj resno sem se začela pokvarjati po gasilski šoli. In sicer za prvi 25. rojstni dan sem dobila prvi DSLR, to je ta velika kišta, ki me zdaj snema. In ne, v bistvu tiste čisto prve nimam tle, imam sposojenega, ampak ja, lahko slikam, pa bom. Ja. V glavnem, ja, in pa se je tle začelo, no. Me malo bolj zanima, pa je pa tek pri fotografiji, kupiš en tak fotoaparat z nekim kit objektivom, nisi zadovoljen, ker ne dobiš tistega, kar bi želel dobiti, kupiš še en objektiv, pa si malo žalosten, razočaran v ljubezni, kupiš drugi fotoaparat, ker misliš, da je boljši. Pa ti nekdo reče, da si ne upaš iti po roke fotkati in rečeš, kaj boš ti meni rekel, valjda si upam, a ne. In eno z drugim je pol pripeljalo do tega, da sem se začela ukvarjati z porokami, pa bolj resno s fotografijo in nekaj časa je bil to sam hobi, potem je pa postala služba in bom rekla, da trenutno je to edina stvar, pri kateri dejansko res uživam in ne čutim absolutno nobenega stresa. Dobro, včasih se mi že zdi, moj bog, jutri je pa poroka, pa moram iti, vi se boste šli pa na bazen namakati, ne. Ampak v istem trenutku, ko zagrabim fotoaparat v roke in ko začnem slikati, je konec, razumeš? Si tam, si noter, uživaš. Ja, no, se to je. Blanka, da mi povej, kjer fotoaparat uporabljaš, Nikon, Canon, Lumix, Sony, kaj? Uporabljam trenutno Nikon D850 do D800, pa starega imam D80 5100, ko imam pa še odzadaj. Pa če me boš vprašal, zakaj Nikon, saj so me želeli že preusmeriti na vse možne stvari, ampak nekako je tako, da začela sem z Nikonom in ostala sem na Nikonu. Začela sem s tistim najmanjšim Nikonom, zakaj nisem hotela imeti Sonya, če poznaš te male digitalce, kompaktne, ne. Kupila sem Nikona, ker je bil veliko hitrejši kot Sony. Kaj pa zdaj neka Alfa, vem, da je... Sony Alfa S7 2, 3, ne vem kaj. Ne spoznam se na tehniko, zato ker mi gear ali pa gadgeti niso zdaj toliko neki pomembni. Jaz vem, da ta oprema, ki jo imam za mene, je top shit, je vrhunska profesionalna oprema, vem pa, kje ima pluse in kje ima minuse. In moj vzornik, fotograf slovenski, šel iz Canona Nikona D850, kar je za mene zadosti dobra potrditev, da sama oprema kot takšna je top shit, ne. Kdo pa je tvoj vzornik? Ne vem, če ga poznaš, Alex Kus. Ok, bom. Poglej. Ne vem. Ampak bom se pozanimal, vem pa, rekel si slovenski, ampak tle bom takoj navezal na Petra Hrlja, mi sicer tega nisi napisala, ampak sem mogel sam najti. Kot da mi povej, kaj je ta Hatch odkril od njega, kaj to sploh je? V bistvu, zdaj smo spet pri tistem marketingu, a ne. Največkrat vsa ta zadeva, ki je na nekih top nivojih, v resnici sploh ni tak fejst top nivo, oziroma je fejst top nivo, ampak bolj navzunaj deluje ali pa daje občutek nedostopnosti, ja. Načeloma sem tudi članica Fearless Photographers, ne vem, če poznaš. Fearless Photographers, to so v bistvu poročni fotografi, ne. In že sam naziv, sam logo, sama ta neka skupnost ljudi ti da vedeti, da je to neki top. In zdaj, če nisi o tem, ali pa če se ne pozanimaš, ali pa ne vprašaš, v bistvu sploh ne veš, da ima praktično skoraj vsakdo možnost dostopa. Zdaj, kar se tiče Fearless Photographers, je tako, da ko se ti prijaviš, moraš dati svoj portfolio, ne. In zdaj, če si na nekem nivoju, za katerega oni ocenijo, da ti pač spadaš zraven ali pa da imaš potencial, potem te sprejmejo, sicer ne. Je pa pogoj, da si član, je to, da pač plačuješ članarino, ne. Kaj je plus? Plus je, da v tej članarini imaš ti potem možnost dobivati dodatno usposabljanje, seminarje, ne vem, pošlješ fotko, pa da ti jo ocenijo najboljši fotografi in podobne zadeve, ne.
Kar se tiče pa Petra Hrlija, je pa v bistvu bilo precej po naključju, in sicer gledala sem na YouTubeu njegove tutoriale, tam je tudi vabil tisti njegov Headshot Crew, od njega imam tamle Headshot lastnoročno podpisano knjigo, in to je njegov nekak način ali pa taktika, kako te dobi. In v bistvu, ko priješ noter, potem si član njegove ekipe, imaš neka izobraževanja, ki so bila brezplačna, neka so bila za plačati, se pravi ti profesionalni seminarji. Kaj je prednost vsega tega je, da če si dovolj dober spet, ne, on ima spet neke kriterije, lahko postaneš pač njegov član, zato da si pa ti viden na tej njegovi strani, tudi tisto, kar si mi ti poslal, je pa spet tisto, da si ti članarino plačal, ne. Pač član si, ne. Čeprav zastopam njega, folk pozna in pol prek njega on tebe. On ima ta svoj portal, saj vsa ta zadeva je ful je dobra, no, je res na vrhunskem nivoju. In vedeti moraš tudi to, da če nisi nek fotograf z nekim vsaj približno portfolijem ali pa potencialom, da ga pokažeš v nekem doglednem času, tudi tam noter ne ostaneš, ne. Se pravi, tam noter ostane nekdo, ki ima željo, ki kaže, ki mogoče preko tistega portala dobiš nek booking ali ga ne, ker če ga ne dobiš, tudi ven greš, ne, ker pač valjda boš plačeval za kaj, zato da si zraven, da imaš štempelj, da si. Ampak je pa fajn, in kaj se mi zdi dobro, sploh pri teh tujcih, ker to so obe ameriške fore, je, da so izredno dostopni. Ti imaš dejansko možnost klikniti Petra in ga nekaj osebno vprašati. Ne? In to je ta plus, ki ga Zahod ima, ki ga pa mi, Zahod, karkoli pa že, Zahod ima, ki ga pa mi nimamo, ker smo pač tipični Evropejci ali pa Slovenci, ne. In dosti lažje je v določenih področjih priti v Ameriki in biti spoštovan, kakor pa v Sloveniji. In to se kaže tudi pri fotografiji v eni bogi Avstriji, ne? Ki je, koliko, 5 kilometrov od doma sem, pa v zadnjih 4 letih, kar sem tle naredila veliko več v lastnem kraju, kot prej v celi Sloveniji v vseh tistih letih. Zaradi tega, ker tukaj ljudje dejansko podpirajo lokalno. In ko pride nekdo, tule so ljudje čisto nori, imam studio odprt od novembra, nisem naredila ampak ene reklame. Enega, nič. Sam na Facebooku smo objavili, da imamo shootinge za Christmas, kar je bilo tudi iz danes na jutri dogovorjeno. In ljudje pridejo, sami pridejo. Ljudje ne vprašajo, koliko stane, ne. Valjda, da je socialni status je tle pač malo drugačen, kljub vsemu, ampak ljudje te sprejmejo odprtih rok, in tudi če si tle, ne vem, govorim zdaj na pamet, mi smo tle čefurji, razumeš, mi smo tle pač jugoti. Ampak če si nek normalen človek, če se trudiš integrirati, če se trudiš biti zraven ali pa delati v okolici, pol je tudi ljudje sprejmejo, ne. In moram reči, da so tle zelo odprti, ne vem, stranke same od sebe, ter kam prihajajo, ne. In me sprašujejo, da še niso vedele, da ne vejo, ampak enostavno, iskreno povedano, nimam časa. Nimam časa svoje spletne strani postaviti na ta nivo, da bi lahko rekla, da dam na en Facebook oglas. Ker, kar je cool, ne. Upam, da bo trajalo. A tudi korona se zdaj ni več poznala, ali se je malo poznala, verjetno? Ja. Se je. Ja. Zelo. Sicer moram priznati, da sem bila na boljšem, ampak na boljšem izključno zaradi študija. Na boljšem sem bila v Avstriji kot v Sloveniji, zaradi tega, ker tukaj sem načeloma ves čas lahko delala. V tem zadnjem, 2., 3. lockdownu je pa problem v tem, oziroma plus v tem, da imam studio, ker lahko slikam samo v studiu. Ne smem v zunaj. So pravila prav, zakoni, naprej. Ven ne smem, zunaj ne smem družino iti slikati na zrak, noter v studio je pa lahko. Zdaj, ali je to potrebno ali ne, bojo odločili strokovnjaki.
Jaz bom rekla tako, meni paše. Meni paše, če ne bi bilo tega, veliko sem dobila tudi zdaj spletnih strani za narediti, glih zaradi tega, ker so ljudje začeli pač razmišljati o tem, da spletna stran pa zdaj, mogoče pa bi bilo fajn imeti, pa spletno trgovino, pa izobraževalno platformo. Tako da bom rekla, no, znajditi se je treba, prilagoditi se je treba. Ne? Če pa ti vidiš, pa znaš samo eno stvar, pa nočeš se nikjer drugje poskusiti, pa zna biti res hudič. Ja. Točno to, ko si rekla. Cool. Da mi poveš, kaj pa slikaš namreč, ne vem, da ima kar veliko gasilcev v Sloveniji, ima tvoja profilka na Facebooku, recimo. Kje najdeš koga, no? Pa bom tukaj naredil reklamo za kolega Luka Kotnik, moj kolega, on nem profilke dela, tudi fotograf. Poznam. Da sem dolžen. Aha, si ga poznaš? Ja. On? Naredimo še malo reklame. Luka, pol mi boš plačal. Servus, Luka. Se bom zmenila za eno akcijo. No, v glavnem pa povej, kva pa poroke, pa ne vem, so ti portreti, ti akcije, ne vem, gasilci, ali kaj rada slikaš, imaš rada naravo, ali imaš tiste akte, ne akte slike, kaj že rečete vi fotografi? Bodva. Voilà. Zdaj malo izzivaš? Ne. Ljudi imam rada, ljudi. Se pravi, zdaj, da skrajšam, ne vidim motivov v naravi. Ne vidim. Enostavno, mislim, pač vidim lep sončni zahod, vidim, koliko so lepe gore, koliko je tam sneg, koliko je tist tam, ampak enostavno ne znam v objektiv ujeti sanjskega motiva narave. Ne znam. Doživeti moraš za moje pojme naravo. Vse skupaj je pač. Eni smo dobri, ne vem, imaš pa tam nekoga, ki naredi tako fotko narave, da meni jaz bi tudi, ne zna pa narediti portreta. Ne? In to so pač tudi v fotografiji, moraš biti specialist. Ne? Recimo, koliko so lepe te fotke novorojenčkov. Ne? Te sanjske. Nikoli več ni šlo, ampak ker so vsi isti. Za moje pojme, ne vem. Ampak so lepe. Ampak a veš, koliko je od zadnji dela, koliko je zadnji enega izobraževanje, koliko je enih pozit, koliko je vsega tega, pač to moraš imeti rad in marsikdo tudi vpraša, če bi, pa jaz bi, če je res nujno, če nimaš koga drugega, drugače vedno priporočim nekoga drugega, ker to moraš rad delati, ne, in če nekaj delaš rad, pa se iz tega tudi pozna. In pri meni je zanimivo, jaz rada delam ljudi, meni so ljudje, portreti, izrazi, to. In če je pa zadeva združena še z gasilstvom, ne, je pa tudi to. Ne? In sploh pa ne vem, akcija, imam enih par kolegov, fotografov, gasilcev, ki imajo take fotke, da dol padeš. Ampak to so gasilci, ki grejo na intervencijo izključno samo zato, da fotke delajo. Ne? Tega si pa jaz v tem trenutku ne morem prvoščiti. Bi, ampak si ne morem prvoščiti. Tle pa lahko še malo napeljem na temo, kaj pa praviš, recimo v Parizu, vem, da imajo prav enote, pariški gasilci kot enota, ne, imajo prav folk zaposleno, oni imajo kombi in celo enoto za multimedijo in fotografijo. Me prav zanima, če se bo to zgodilo tudi v Sloveniji. Kaj pa praviš? Se že dogaja. Ok, povej več. Ne znam ti povedati prav nič konkretnega, zato ker ni to zraslo na mojem zelniku. Poznam pa ljudi, oziroma konkretno Gasilska zveza Žalec ima že predstavnika za javnost. In imajo prav fanta, ki dejansko gre na intervencijo in naredi poročilo, naredi fotko, naredi to, naredi ono. Ne? In nismo daleč od tega, da bomo imeli tudi to. In od začetka bo to seveda to na prostovoljni bazi, pa seveda v Sloveniji to se ne sme, pa un se ne sme, pa tiste ne sme, pa un obraz zakrivati. Ne? Vprašanje se pač pojavlja, koliko je nujno potrebno, pa seveda, če pogledaš spet neke druge države, ala Amerika in podobno, koliko imajo oni prav teh investigationov po požaru, koliko je tega. Ne? In mislim, da sem zaradi tega, ker bi to moglo biti, se to ne bo zgodilo, če se bo pa pokazala potreba z razvojem države, ljudi, zakonov, se bo pa tudi tukaj to naredilo. Ne? Ni pa neumno, fajn imeti nekoga.
veliko ljudi več ne gleda koledarje gasilske, ampak mogoče jih pa na Facebooku sledi, pa mogoče, da moramo malo v to smeriti. Ne vem pa ne. No, čeprav jaz sem takoj za akcijo. Jaz sem takoj za akcijo, specialno s fotografi in specialno s social media, inštruktor, ne, Boš ti, ne, z večletnimi izkušnjami, slikanje, inštruktorstva in tako dalje. specialnost, fotograf pa specialnost reševanja mačke iz drevesa, ja, to imam. A si otetovirala kakšen tatu s kakšnim pomenom? Ali imaš tatuje tako, da ti je všeč, ali zato, ker imaš pomene, ali imaš, ne vem, ali ti je bilo dolgcet, ker si bil v srednji šoli, pa si jih dala, ali ne vem. Ne, moj prvi tatu, čisto vsi imajo poseben pomen. Nobeden ni brez pomena. Dokaz za to je tudi to, da ni nobeden prav ekstra neka huda umetnost. Ampak moj prvi tatu je v bistvu tle od zadaj. Čakaj, če se obrnem, mogoče ga boš videl. Tle, se vidi. Ja. To je moj prvi tatu. Ta tatu pomeni, no, ne vem, kaj pomeni, ampak no, pač mislim si, da to pomeni, no, to so mi rekli, je pogum. Okay. Pol ta drugi moj je tale. Ja, tako je. Okay. Ja. Ta veš, kaj pomeni, ne? Se pravi ogenj pa... Čakaj. Tako da se vidi, evo. Ogenj pa, okej. Ogenj pa moje znamenje. Astrološko. To je ta fotoaparat, ki je čist frišen. Ta je čisto zadnji tatu. Tega sem v bistvu sama narisala, prosim, lepo. Dobro, lepo. Ta je v bistvu čisto zadnji, ki kaže to, po moje, ta dokaz te moje zadnje depresivnega obdobja, no, kaže nekako dušo, ki želi ven. Zanimivo. Tako, to je doživljanje. Tale v bistvu pomeni survivor. Naj bi. Ne? Ja. Kaj še imam? Aha, na nogi imam še enega, tistega ti pa nam kazala, kaj je slab. Ampak tam gor imam pa čebelco. V bistvu ne čebelco, čmrla. Ta je bil pa narejen takrat, ko sem šla v gasilsko šolo. In sicer moj moto takrat je bil, če bi čmrl vedel, da ne more leteti, ne bi letel. In to je bil tam moj moto takrat, da če bi jaz takrat vedela, da gasilske šole ne morem narediti, ali pa da ne spadam zraven, pač ne bi. Tako pa nisem vedela. Kaj bi zaželela vsem ženskam, ki pa si želijo postati poklicne gasilke, pa tega to ne upajo zaradi, ne vem, pritiska javnosti, whatever. En tako vprašanje mora biti, veš, tako. V bistvu beseda želeti je čist premalo. To, da si nekdo to želi, je ti kar tako tisti, jaz bi, ampak če mi date. Kar se tiče žensko gasilstvo, je tako, da če si to res želiš, oziroma ne želiš, to moraš hoteti, to pač moraš biti, tle ti nobeden nič ne bo dal, nikoli ti itak nobeden nič ne da, sploh po gasilstvu, ne, in to si moraš zboriti. In zboriti si moraš vse položaje, vse usposabljene, vse to si moraš zboriti, noben ti ne bo dal. In še pol, ko si boš zborila, še pol ti bojo pa naprej metali, smo ti dali to priložnost, pa smo te sem dali, pa spoštujemo ženske, pa to bla, 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 bla. In ženske, ki se želijo ali pa hočejo biti v gasilstvu, morajo enostavno to jasno pokazati. Ker sam to, da reče, da bi, pa pol čakati, da ti bo nekdo nekaj dal, ne pride v poštev. In ni tle samo pri ženskah, tudi pri moških je tako, ne. Moraš pokazati interes, govorim zdaj iz vidika, ne vem, poveljnika društva. Ko imaš ljudi, ki so rekli, sej, pa nisem mogel, pa me ne prijavite, pa veš, da sem že tečaj naredil, zdaj je pa prej prišel na to usposabljanje, pa to specialnost, čak mal. Če mi je nekdo naredil 2 leti nazaj tečaj, pa zdaj takoj, ko bo možnost, jaz si ful želim iti na tehničnega reševalca, ga imaš takoj v glavi. Ne?
In pač veš, in temu daš prvemu priložnost, tistemu, ki si želi in ki pokaže interes. In v vsaki stvari je tako, ne samo pri gasilstvu, v gasilstvu. Želeti je premalo. Treba je pokazati voljo, interes in hoteti in to, da res jaz to bi in to bom. In pač dobiš tudi to priložnost, sicer pa ne. Tako je. Tako da. Eno stvar še moramo, ki smo jo prej zgrešila, ko si me o instruktorju spraševal. A te to zanima? Ja, me, sorry. To pa moram, to pa je zdaj marketing, stari. Ne, vse prav, povej. Ne, v bistvu se ne gre za to, ampak sem za to, da ti povem, zakaj se tle gre, ker ja, ogromno priimkov in ogromno firmskih imen se tukaj meša, kar pač ni smisel. Instruktor 112 je moje podjetje. Trenutno je še v lasti mene in 3 mojih solastnikov. Ustanovljeno je bilo pa z namenom izobraževanja gasilcev. In sicer ideja izhaja iz mojega dolgoletnega stragla z načinom izobraževanja Gasilske zveze Slovenije in tako naprej. Kakor sam veš, je to dosti velik pa obsežen aparat in v določenih momentih se obrača oziroma se je obračal zelo, zelo prepočasi. In zato, da tam nekaj dosežeš, rabiš full cajta, ne? In jaz sem pa pač človek, ki si želi, da je nekaj bolj moderno, da je več, da je bolj naprej, da je bolj enostavno, da je vsem bolj dostopno. Zdaj bo 2 leti, kar je podjetje potem odprto bilo. Ja, priznam, stoji. Ogromno materiala je posnetega, ogromno imam na računalniku, ampak enostavno sem ostala praktično sama z svojim podjetjem, z svojim drugim podjetjem, z vsem in vse delam sama. Od snemanja zdaj, montaže, nekdo mi pomaga z voice-overi, marketinga, vse delam sama in zato pač stoji. In ja, glih trenutno smo v tem obdobju, da to zadevo prestrukturiramo, na novo štartamo cilje, pa da vse tisto, kar je že narejeno, pokažemo, da je narejeno, ne. Cilj je bil pa to, pred korono narediti to, kar zdaj delajo vsi. In sem že dobila očitek, da mi je vlak odpeljal, ampak jaz, če ne bi dokazala, da pride še eden. Hvala za ta pogovor. Mislim, da se bomo še slišali in uživi v Avstriji. Pozdrav doma. Bom. Hvala tebi za povabilo. Bilo mi je čas biti v eni izmed prvih tvojih zadev v tako dobri družbi do zdaj. Hvala. Pa jaz upam, da se še kaj slišimo. No? Če te kaj zanima, se ti pravim, ti sam vprašaj. Tako, hvala, se slišimo. Ajde, čau. Čau. Čau.